Pozdravljeni v novi oddaji Prebujeno srce Slovenije. Moja današnja izjemna gostja, Mojca Vene Mokša, je, kot pravi njen mož Boris, neverjetno vsestranska ženska številnih talentov. Po izobrazbi je magistra s področja človeških virov, Human Resource Management. V svoji mladosti je bila zaposlena v javnem sektorju. Zadnjih nekaj desetletij deluje v okviru družinskega podjetja. Aktivna pa je tudi kot občinska svetnica. Od nekdaj jo je zanimalo, kaj definira človeka, njegov karakter, čustvovanje, mentalno procesiranje, fizično in psihično zdravje. Posledično jo je pot vodila v spoznavanje zvoka, gibanja, prakticiranja meditativnih pristopov, astrologije, energijske psihologije, proučevanja starih knjig in zapisov, ki jih dopolnjuje z novejšimi znanstvenimi spoznanji. Mokšina spoznanja so plod intenzivnega raziskovanja, pri čemer jo je zagotovo najbolj zaznamovalo proučevanje astrologije in verstev, pa tudi tako imenovanih okultnih ved, kot so gnostična, poganska, hermetična, ezoterična, metafizična. Skratka, teže dostopna znanja. Zadnja leta se je posvetila predvsem evolucijski astrologiji. Kot se veja biologije ukvarja z razvojem človeka kot fizično bitje skozi čas, se evolucijska astrologija ukvarja z razvojem človeka kot energijsko in fotonsko bitje. Prav s pomočjo astrologije je Mokša napovedala trenutno dogajanje že konec leta 2017, in sicer z besedami: sredi maja 2018 bo astrološko Uran prešel v znak Bika, kar pomeni, da se bo v naslednjih 7 letih zgodilo več sprememb kot predtem v znani zgodovini človeštva. Pravi tudi, da je val sprememb naraščal vse do letošnje pomladi. Naslednjih nekaj let pa bo pod seboj rušil vse, kar nam več ne služi. Številna popotovanja po svetu, kot na primer misteriozni Indiji, bivanje med domorodskimi šamani v Peruju in tako dalje, so ji pripomogli pri globih uvidih in jo še dodatno zaznamovali na njeni unikatni poti. Že takrat je nepoznani glas skrivnostno zašepetal: malo se jih bo odpravilo na to pot, še manj jih bo prišlo na cilj. Mokša verjame, da je namen naših življenj, da delimo resničnega sebe z drugimi. Hvaležen in počaščen sem, da se je odzvala mojemu povabilu, Mojca Vene Mokša. Pozdravljeni v novi oddaji Prebujeno srce Slovenije, z menoj pa ponovno krasna izjemna gostja, magistra Mojca Vene, dobrodošla. Pozdravljen. Živjo. Pred kratkim sta z Borisom, z možem, imela tudi online delavnico, kot je še ni bilo, popoln človek, popoln svet. Tako sva dala tudi midva naslov najine oddaje. In z velikim veseljem sem se tudi jaz udeležil in je bilo super in me veseli, da bova lahko zdaj delila tudi ta globoka znanja še širše. Seveda ne bomo mogli toliko v globine, kot so še delavnici, ker imamo samo pol ure, ampak vendarle, smo na zgodovinski prelomnici. To si tudi uspešno napovedala, kot sem povedal v napovedniku. Sedaj je seveda ta čas kolektivna budnica za vse. Kaj lahko zdaj vsak posameznik naredi, da dvigne zavest? Pravzaprav več se ne smemo ukvarjati samo z zavestjo, zaradi tega, ker zavest je vse prisotna. Mi jo samo doživljamo skozi dinamiko življenja, se pravi skozi našo čutenje, skozi naše dojemanje sveta, pa tudi konec koncev samo podobo. Ampak sprašuješ, kako jo lahko dvignemo. S tem, ko nehamo etikirati, ko nehamo predalčkati, se postavljati ali na levo ali na desno stran, ko smo sposobni na vse plati življenja pogledati z jasnim razumevanjem. To je tisto ključno. Še bolj ključno je pa to, da se nam zavest dvigne, ko začnemo sprejemati odgovornost za to, kar mislimo, delamo, pa tudi govorimo. To je že Buda rekel. Tako da človek, kakor jaz razumem, je šele nekje na začetku tega svojega razvoja. Naša civilizacija se mora še razviti v tej smeri. Kdo pa je sploh homo sapiens in mogoče nam lahko malo več o teh civilizacijskih stopnjah poveš, kje smo zdaj? Nas so res opredelili kot homo sapiens, ampak če pogledava samo besedo, homo sapiens. Homo pomeni homogen, to pomeni nekaj, kar je enakega, kar je skupnega vsem. Sapiens pa pomeni, se nanaša na razumevanje, pa tudi na modrost. Sam ta del, sapiens, sap v latinščini se pa nanaša, razumemo kot šibkost. Z tega zornega kota je pravzaprav človek
neko bitje, ki pravzaprav na razumevanje katerega lahko vplivaš, na njegovo razmišljanje, ga lahko usmerjaš, ga lahko vodiš. In tukaj je pravzaprav, bom rekla, smo res na začetku one svoje poti. Ampak konec koncev del besede sapiens se nanaša na razumevanje in na modrost. To pomeni, da imamo potencial, da gremo v tej smeri, kar je pa tisto ključno. No? Tako jaz to razmišljam. Ja, in kam nas to vršča, ne, si tudi vprašal glede kot civilizacijo. Našla sem eno zanimivo, ko se imenuje Kardashieva civilizacijska lestvica. Leta 1964 jo je ruski astrofizik postavil in sicer glede na to, kako ljudje izkoriščamo energijske vire, je na tem temelji lestvica. Od 0 pa do 5. stopnje jih ima. In ljudje se, kaj praviš, kje se nahajamo? 0,8? Na 0,8, jaz si bil na delavnici. To sem si zapomnil. To pomeni, da uporabljamo surove naravne vire, da nismo sposobni zapustiti tega planeta. No, Carl Sagan je pa izračunal, da bomo nekje čez 200 let pa le prišli na to 1. stopnjo, ker bomo sposobni izkoriščati energijo sonca. Ne rečem še nekaj potem na drugi stopnji, ko znamo izkoriščati energijo naše domače galaksije, potem galaksije, mislim, ko tudi smo sposobni preseči prostor in čas. Takrat to človek v bistvu postane v bistvu nesmrten. No, in tista končna stopnja, 5., je pa, ko pravzaprav lahko smo sposobni upravljati z vsemi univerzumi. Ne. Ali lahko rečemo v takem preprostem žargonu, to je super Bog. No, ampak ljudje se razvijamo v tej smeri in tudi jaz zato rečem, da smo pravzaprav še bogovi v planicah, ker smo na začetku poti. Tako je. Imamo še porodne krče, bi rekel. Komu smo se jih znebili, recimo. Točno to, ne. A bi lahko potem rekli, da zaradi tega pač se vse to, kar se zdaj v naši družbi dogaja in kako se ljudje odzivajo, je to v bistvu posledica tega, da smo še bolj na začetku? Ja. Pravzaprav pravijo znanstveniki, da je to ena taka kritična stopnja, na kateri se zdaj nahajamo. Ali bomo šli naprej, napredovali na naslednji nivo kot civilizacija, ali se bomo pa uničili. To je tisto prehodno. To smo že večkrat v zgodovini. To se je že zgodilo. Lahko si pa tako predstavljamo. Otrok ali bo shodil, mora shoditi. Mora. In tega se moramo zavedati in bomo šli naprej. Torej, zavedanje, da smo ta duhovna bitja, ta brezmejna zavest na tem kratkem postanku, kot tudi Boris rad reče, na planetu Zemlja, da imamo te izkušnje. Gnostiki pravijo Gaia Sophia. Tako da je meni to bolj ljubo. Gaia Sophia. Mogoče še kakšna beseda na to temo. Ja, to je v bistvu, govoriš o, kaj pravijo gnostiki, o nastanku sveta, kako je to vse skupaj se začelo. Zemlja, je nastala, ne bova se spuščala v to, ampak dajva raje pogledati vse skupaj, pravijo, ta veliki Bog, kaj je za tem, ne? Jaz na Boga ne gledam, ker mislim, same besede ne uporabljam, zaradi tega, ker je preveč religiozna, preveč je zlorabljena. Pa še tako, poglejva, na svetu obstaja 1000 religij, 1000 bogov, samo krščanstvo ima več 10.000 oblik, da je tako reči. In vsak, mislim, ne vsak, večinoma bi rekel, samo moj Bog je pravi in zato grem jaz od Boga stran. In skozi raziskovanje gnostike sem pravzaprav ugotovila oziroma poimenovala ta aspekt izvorno. Zaradi tega, ker izvorno naša lepa slovenščina ima obliko za srednji spol, ker izvorno ne moramo reči ni moški, ni ženska in zato je izvorno, se mi zdi tak zelo lušten izraz. No in če govorimo o nastanku sveta, čistko, res splošno rečeno, izvorno se je vprašalo, kaj je možno. In potem se je zgodil ta prvi veliki pok. In so se začele prve možnosti udejanjati. In ko so se udejanjile, se je spet nekje vprašalo, kaj še je možno in potem kaj še. Vse do nas, vse do fizičnega sveta, vse do človeka. In seveda, kot sem rekla, mi smo bogovi v planicah. Če nam bo uspelo, smo tudi mi na neki točki vprašali, kaj še. Se pravi, ko bomo izkusili to, kar nam Gaia Sophia, kar nam ta planet daje, ko si bomo zaželeli nečesa več, se bomo to vprašali. In potem bomo napredovali kot po teh
po teh civilizacijskih stopnjah, stopnjah, če tako rečemo. Ja. Torej, praviš, ne vračamo se v izvorno, ampak se prebujamo v izvorno. Ne? Torej, vse to že vemo, vse to že imamo v sebi, samo smo pozabili. A ne? Vsa ta modrost, znanje vsega vesolja. Ja, zaradi tega, ker gre, narava se vedno razvija, vse gre vedno naprej. Čim pride do stagnacije, temu sledi entropija. Tudi otrok, vsi gremo vse čas naprej, dosežemo eno stvar, se otrok vpraša, kaj še, in gre naprej, radovedanje. In tako v bistvu čisto vsi napredujemo. Pa zakaj tudi ne gremo nazaj k izvornemu? Zaradi tega, ker vse, kar mi izkusimo, vse tisto, kar je bilo pred nami, izkuša to. Skozi naše izkušnje doživlja to, se nauči, bogati. In zaradi tega gremo vedno naprej v tisto neznano, v tisto, ko smo bili mladi še zelo, jaz sem že majhen starejša, smo si rekli, avantura, avantura, samo da je nekaj novega. Ali pa najstnike, če pogledamo, ne sme jim biti dolg čas, vedno iščejo nekaj, vedno želijo naprej. Skozi ekspanzijo. To je ekspanzija. Kaj pa je tisto, preden me mogoče vprašaš, kako gremo naprej, kaj je tisti ključ? To je pa domišljija. Brez domišljije ni razvoja, ni ustvarjanja. In otroci živijo v enem, bom rekla, svojem svetu, ustvarjalnem, z bujno domišljijo, potem pa z odraščanjem, kaj se nam zgodi, nekako bolj na tla, bolj se prizemljimo in tega ni več toliko. In tukaj je tudi noter en močno sporočilo v enem od naukov, da postanimo spet kot otroci. V domišljiji je ta ključ. Radost, igrivost, ne? To je to. To je najhitrejša pot. Ja. Odlično, bo nadaljevala po kratkem predahu, tako da se vidimo čez nekaj trenutkov. Pozdravljeni v drugem delu oddaje Prebujeno srce Slovenije. Z menoj krasna gostja, magistra Mojca Vene. Mojca, kdaj bo zares prišla ta opevana vodnarjeva doba? Težko je to reči. Mislim, da je nihče ne more točno napovedati. Zaradi tega, ker pravzaprav različno pristopamo k izračunavanju. Astrofizik, astrolog, astroteolog, vsak bo drugače pristopil, vzel bo drugo izhodišče. Tudi ne moramo se zanašati na zgodovino, niti na koledar. Zadnja menjava se nam je zgodila pred 2000 leti, ko smo začeli šteti še enkrat, pa ne vemo, nikjer ne zabeleženo, na kateri točki smo začeli šteti. Tako da ljudje so se lotili tega izračunavati in nekje imamo razpon v 1470 nekje, pa do 3600. Se pravi, po enih izračunih smo že tam, po enih še nismo. Ampak vedeti je pa treba, da ta prestop se ne bo zgodil čez noč. To je vedno traja 100, 200, 300 let, da se obrne ta doba. Vemo pa, da se že dogaja, da že vstopamo noter, zaradi tega, ker dobo rib, moto dobe rib je pravzaprav verjeti. Moto dobe vodnarja je pa izkušati. In vidimo, da danes veliko manj slepo verjamemo, ampak se veliko bolj nanašamo na svoje izkušnje. Tako da nismo še tam, to je moje mnenje, ampak smo pa na pragu. Smo na pragu, ja. Okay, kaj pa nas po astroloških aspektih sedaj čaka v teh časih? Recimo? Tega sem se kar bala, da me boš vprašal, pa sem vedela, da se ne bom mogla izogniti. Predvsem naslednje pol leta, tja do marca, aprila 2022 bo burno. Doživeli bomo še eno novo realnost. Tako da bo zanimivo. Predvsem gre za to, da se bo kontrola povečala, da bomo mi morali ohraniti, bom rekla, svojo integriteto, svoj delček svobode, vsak na svoj način se bo moral znajti, ker nam bo tudi narava malo ponagajala. Namreč ne bom razlagala teh vidikov astroloških, imamo premalo časa, ampak obeta se nam veliko vode. Kar pomeni, da bo treba včasih, ne velja za vse ljudi, da bodo morali hitro razmisliti in ukrepati. Se pravi, to je leto, v katerem se bomo učili živeti za minimalnim. Vsi. To bomo delali. To je pa težko, ker vsi gremo radi na bolje. Nazaj je pa to težko. Ampak zakaj je to tako? Človek gre naprej na zemlji pač tako, da se mi učimo z lepa, ne z grda. In to je to. Ne bomo se premaknili naprej, ne bomo šli iz cone obdobja, dokler nas ne bo nekaj to potisnilo. To se zdaj dogaja. In eni bodo to naredili, eni to naredijo takoj. Ni problema, grejo
v akcijo, predvsem mlajši. Ne. Potem je pa skupina ljudi, ki bo pravzaprav se, ki pravijo, bom usedel se v kot pa počakal, da napad mine. Tretja skupina bo pa zanikala vse skupaj, ampak vsi bodo šli naprej, vsi bomo šli. Ampak vsak v svojem ritmu in na nas je tudi odgovornost, da v bistvu moramo sprejeti odgovornost samo zase, ne za druge, ne smemo jih kritizirati, vsak izbere sam, samo zase smo odgovorni, kako bomo v bistvu šli naprej s spoštovanjem do sebe in spoštovanjem do drugih. To je tisto sporočilo, no tako zelo na kratko za 22. Torej prevzeti odgovornost zase, ne, se dejansko aktivirati svojo notranjo moč, ne, in tudi postaviti mejo, ko je to potrebno. Ne. Ja. Pa ne glede na to, ne govorimo o tem, da si popoln. Priznati, hoditi pokončno z dvignjeno glavo, suveren tak, kakršen si. To je težko. Ja, ni enostavno biti pristen, pa iskren vedno. Ne, ni. Dostikrat se ljudje bojimo, ne, ker mogoče nas je strah zavrnitev, ne, reakcije. Ja, v bistvu strah je največja ovira. Zaradi strahu smo paralizirani, zaradi strahu nas lahko kontrolirajo, pa niso to samo strahovi, tisto, da bom ostal brez službe, da moja družina ne bo imela hrane, da bom zbolel. Sploh v teh časih je prisoten strah pred smrtjo. Ko sva govorila na začetku o dvigu zavesti, brez da bomo premagali ta strah, ne moramo iti naprej. Ne? To je tisto končno. Mislim, samo imamo še druge ovire, ampak strahovi so tisti, s katerimi lahko sami pošlihtamo. Torej, v vesolju ne bi vladali dve sili, ljubezen in straha. Ne? In ko dejansko pridemo do stanja ljubezni, ti praviš, gor so še ravni nad ljubeznijo. Kakšne so bile te tvoje izkušnje, ko si to doživela? Ja, to so bile izkušnje, bom rekla, v zamaknjenih stanjih, ne, ko sem doživela. Vedno sprašujem jaz, kakšen je ta svet, kakšen je ustroj in nekje mi je bilo videno ta materialni gosti svet, potem ta čustvena sfera okrog njega, potem pa že tako bolj čisto, lepo polje ljubezni in sem rekla, obstaja. No, potem pa so mi bila pokazana še 3 polja naprej in sem bila nekje, rabila sem čas, da sem šla preko tega, da sem predelala, da polje ljubezni ni končno in ko sem tudi dojela, da mi tega polja še sploh ne dojemamo. Govorimo ves čas o ljubezni, ampak tako kot Bog je to zlorabljen pojem. Ne? Tako da, ja. Veliko čaka nas dela razvoj. Kako sva rekla, ne? Kaj še? Kaj še je mogoče? Ne izkušajo vsi ljubezen, nekateri izkušajo kaj drugega. Tako je, in je v bistvu to nek balans v vesolju. Ja, tako je. Da je harmonija. Okay, kaj pa ta telo, duša, spirita, ne? Kako ti dojemaš te pojme? Ja, to izhaja iz gnostičnega znanja. Ne govorimo o predkrščanski gnozi, ampak o tisti stari, prvotni gnozi. Ampak da vzamemo za izhodišče raje genezo, bližje nam je. In sicer od 2.7 piše, beremo lahko, da je Gospod Bog iz zemeljskega prahu ustvaril človeka, telo in mu skozi nos vdihnil duh življenja in s tem je človek postal živa duša. Nisem zdaj citirala točno tako, kot piše, ampak v tem smislu. To pomeni, da je bil človek ustvarjen kot telo duša. Potem smo bili postavljeni v nek vrt, ker smo živeli, se razvijali, ampak govorila sva že o stagnaciji. Ni prišlo do napredka. In Gospod Bog se je, dajva spet tako zelo poljudno reči, obrnil na pomoč in odzvala so se bitja, ki so že presegla snovnost. In recimo, da so se stankovali in so se odločili, da bo najboljša rešitev za človeka telo dušo, če se priključi še spirit, da se potem razvoj pospeši. Zdaj pa kdo je spirit? Spiritu bi lahko na kratko rekla, da je inteligentni princip vesolja. Ali po domače, spiriti so prebivalci vesolja. Tako. In nekateri so bili spiriti pripravljeni, da vskočijo in pomagajo. In s tem je nastal telo, duša, spirit. In je v bistvu prvo sveto trojstvo. Zakaj še uporabljamo besedo spirit? V bistvu se uporablja duh. Samo če mi v slovenščini govorimo o duhu,
bavbav, Ja, a ne, ljudje to se lahko pomislijo. narobe razume in raje uporabljamo tujko spirit. No. Ja. In potem je spirit, zdaj kako to vse skupaj funkcionira. Spirit predstavlja čustvovanje, našo osebnost, duša je pa postala, lahko rečemo, duhovna vez med spiritom in telesom, ali pa kot en vzvod, en mehanizem, bolj znanstveno rečeno, ne, skozi katerega lahko spirit deluje. Torej, spirit je nad dušo, ne? Oziroma pač je še višje. Recimo nekateri to tolmačijo, da je duša inkarniran spirit, ne? Ampak to je že spet malo preveč. Ja. Ni nad, delujejo skupaj. Eno brez drugega ne gre. Spirit brez duše, ki telesu daje življenje, ne bi mogel nič. Ne? Ja. Okay. Zanimivo. Veliko znanja imaš, veliko globine. Hvala. Ja. Bova zdaj še kakšno rekla o teh energijskih vampirjih, tako imenovanih praznih posodah. Tudi Rudolf Steiner je že o tem pisal. Ne? Vsi smo imeli kdaj kakšne take ljudi, ne? Ki so nam hoteli mogoče popiti energijo, ki so tako vampiri. Ja. Kaj recimo? Ni bil Steiner prvi, ne? Že kakšnih 100 let pred njim je recimo Sri Aurobindo govoril o tem, ne, da so med nami človeška bitja, ki pravzaprav to niso. Pa ruski mistik Džurdžijev je tudi rekel, da če bi ljudje vedeli, koliko ljudi se med nami sprehaja, ki so pravzaprav prazne posode, bi se zgrozili sploh v misli, če bi vedeli, koliko teh ljudi nam vlada. Zelo mrazi. Ja. Steiner je potem govoril svojim študentom na predavanjih, mislim, da tam v okrog leta 1923, obravnava določene primere. In enostavno tudi on reče, pa malo še drugače še to doda, ne, da če bi bil človek kot bitje močnejši, potem se to ne bi dogajalo. Med nami ne bi hodilo nekaj, kar v svojem bistvu ni človek, to so Steinerjeve besede. On pravi, da te entitete prihajajo iz vitalnega sveta, on jih imenuje naravni demoni, pravimo je danes energijski vampirji. Bom rekla, kar pa posedajo, so pa zombiji, ne? To je čisto moderni izraz, ali prazna posoda. Gre za to, da potem te entitete na nas delujejo ali nadaljavo, lahko pa grejo tudi v samo telo, več teh stopanj je. Skratka, ker mi nimamo dobre povezave z spiritom, ne? Telo, duša, spirit, bolj kot aspekti spirita prevladujejo potrebe telesa. Ne, te nižji nagoni in pravimo. In smo v bistvu prazne posode, odprti za vse, kar se nas lahko dotakne. Se je pa začelo povečevati to stanje z pojavom spiritualizma. Takrat, ko so nekje po 1850 nekje začeli za zabavo priklicevati te duhove. Ne, poznaš te seanse, ne, spiritualistične. In takrat so v bistvu ljudje smo sami krivi, da se je to zgodilo, ker so se odprla vrata in to v obe smeri. Ne. In so prišli. Ja, in to število še danes narašča. Tega se v bistvu niti ne zavedamo več, ker teh znanj ni. Torej ne znamo tudi ukrepati proti temu in z tega zornega kota jaz pravim, za mene mrazi, da smo zna biti, da smo zadnji avtentični ljudje na tem svetu. Marsikdo bo lahko rekel, jaz se ne bom predal, ampak vsi imamo eno točko, na kateri smo pripravljeni popustiti, se predati. Zelo zanimivo. Ja, bova nadaljevala po kratkem predahu, tako da se vidimo čez nekaj trenutkov. Pozdravljeni še v zadnjem, tretjem delu oddaje Prebujeno srce Slovenije, z menoj izjemna gostja, magistra Mojca Vene. Ja, zelo globoko greva. Ja, res. V globino. Ja, kar v globino. S plavutkami. Ja, tako da bodi se reče više v nebo, globje v temo, ne? Ja, torej se sooča s svojimi lastnimi sencami, strahovi, dvomi, ne? Torej, kako zdaj ven iz te iluzije 3D matrice, v kateri smo? Najprej se moraš odločiti, če to sploh želiš. Če želiš, ja. In potem, če ti ni fajn, tako malo se še igrati. In potem bo vsak zase. Ja, vsak se bo na nekem nivoju to odločil. In kot smo prej rekla, treba spoštovati to odločitev. Ampak težava je v tem, kaj nas drži, hakalc je tukaj noter. Ta dvojnost, ko mi iščemo poti ven,
Mi samo lahko izbiramo, kar nam je ponujeno, a ne? In potem gremo levo, desno, gremo, ne vem, navijamo za en športni klub ali pa navijamo za drug športni klub. In v vseh smerih gremo tako, ne? In tukaj se moramo izbrati nekaj tretjega, iti iz tega ven. In konec koncev, tudi tukaj ne gre za borbo med dobrim in slabim, kot pravijo, ne, tukaj gre za nekaj veliko več. Tukaj gre za samospoštovanje, za to, da mi ohranimo eno tisto svojo bit, da hodimo z dvignjeno glavo. Za to gre tukaj, čisto nič drugega. Lahko se odločiš in še naprej igraš to igrico, tisočletje, če želiš, ampak na neki točki boš rekel dovolj in se vprašal, kaj še. Omenila sva tudi, da je treba strahovi vse urediti, strahom pred smrtjo. Zelo dober rek imajo Japonci, ne, ki pravijo, tako bo moral vsak enkrat umreti, naj vsaj smrt šteje. Če recimo ostalo življenje, ne, se pravi, je vredno, ne, za to, kar počnemo. Potem tretja stvar pa je, da lahko gremo ven iz matrike, ko poznamo motive svoje, kaj nas žene, kako se odzivamo, zakaj sočustvujemo, zakaj sploh čustvujemo, kot je človeku dano. Potem bomo postali novi ljudje. Šele takrat. Ker gnostiki učijo, da obstaja popoln človek v popolnem svetu, ne? In ko ti postaneš nov človek, potem se bomo začeli združevati s podobno mislečimi in z njimi bomo šele sposobni najti nove rešitve za ta svet. In ne bomo šli v nov svet, mi ga bomo rodili, mi ga bomo ustvarili. Sokreiramo. Ja. In to je v bistvu to, ne. Del ljudi pa tega koraka ne bo naredil, ne, ker so se pač tako odločili. Ok, torej bodo še pač se šli. Rojstvo, smrt, torej reinkarnacija, ne. Ja. Pomembno pa je tudi to stanje zavesti, ne, to so stara znanja, ne, tudi tibetanska knjiga mrtvih, recimo, ne. Kakšno stanje zavesti imaš ti ob smrti? Obstajajo tudi tehnike, ne, mogoče še kakšna beseda? Čisto preprosto. Mi na tisto stran, ne bomo šli drugačni. Šli bomo taki, kot bomo v tistem zadnjem trenutku, s tistim stanjem zavesti, kot si rekel. Ne bo nič drugače, še vedno bomo imeli nekaj časa probleme, da bomo občutili svoje telo, preden se bo ta spomin začel razgrajevati. In takrat je dobro, da se ti zaveš, da si v bistvu spirit, da si večji inteligentni princip vesolja in spirit je bil vedno bojevnik. To je tiste ključne stvari, ki jih moramo vedeti. In tudi še sliko, recimo omenimo, je dal zdaj režiser gor. Jaz tudi malo slikam, vsake toliko časa se mi porodi ena taka želja. Pred leti, mislim, da 3 leti sem se kar zbudila ob tem in sem si šla kupiti barve, platno, čopiče in začela ustvarjati takole. Tale, ki je tak zimski list, na pol zamrznen, pač. Eden od navdihov. Tako, da zaključijo še tisto misel, torej pomembno je, da ne pademo potem na manipulacije, ko smo v prehodu, recimo hočejo nas na krivdo ujeti, na straha, ne. Torej takrat prepoznati to igro. V bistvu nas ne ujamejo, mi se ujamemo sami. Mi dovoljno, ne. Ker, kot sva govorila, če mi razmišljamo eno ali drugo, ne, da zavzemamo stališča, da ne znamo pogledati širše slike, potem bomo mi sami sebi rekli, tole pa nisem dobro naredil, bi pa lahko bolje. Ja, in potem recimo ob nekem nadčutnem svetovalcu, ne, ki nam prišepne, bi lahko popravil in se res odločimo in ponavljamo zgodbo. Veliko ljudem je pa bilo veselje, želijo nazaj spet srečati ljudi, s katerimi so bili. Navezanost, ne. To je navezanost, ja. In če se odločiš oditi, to je stvar bojevnika, to je samotna pot in težka pot in postopek odvezovanja, in ki traja od prvega trenutka, ko se to odločiš, vsako jutro, vsak večer do zadnjega izdiha, ki ga bomo imeli. In ti si se odločila, ne? Jaz sem se odločila, ampak se odloča vsak zase. Je pa tako, ne, kako, začeli smo na ta način, da smo prišli na ta svet, mi smo kot odgovor na vprašanje, kaj je možno, ne? In ko bomo mi te možnosti izkusili, ko jih bomo doživeli, ko bomo bogatejši za vse te izkušnje, potem se bomo mi vprašali, kaj še. In začetek in konec bo postal začetek. Se pravi, to je neskončna igra, pravijo božanska. Lila, ja. Tako je, ja. Zanimivo. Ok, podarila bova tudi,
nekomu, ki bo Ja. pravilno odgovoril na nagradno vprašanje. Ne? Tukaj tudi piše, če bo kdo Nagradno vprašanje pa je, kako Ja. se imenuje delavnica, o kateri smo govorili. Tako, kako se imenuje ta delavnica, tle tudi piše. Tako Ja. da, če boste dobro pogledali, pa Tako. poslušali oddajo, ne In bo boste težko. žrebani, a ne? Tako bomo nekoga izžrebali, ki bo dobil to krasno delavnico, ki ste jo ravno kar imela z Borisom in tudi posnela, ne? Tako da je Ja. vse posneto in vse evidentirano. Tako da odlično. Tako posneto z gradivom. Tako, Delavnica preko je v 100 bistvu strani, trajala ja. 4 tedne, ne, tako da je gradiva kar nekaj. Zelo Kdo zanimivo. se želi zakopati v to znanje. Ja, ja. Omenila si že, kakšen bo konec, a ne, in da najprej rabimo poznati začetek. a ne? Ja, to je to, kar sem rekla. Vedno je samo to, kaj še. Tam se vse začne in tam se neha. In v starih gnostniških spisih, na Hamadije, ker so jih najdli, pravijo, ne, tam, kjer je začetek, tam je konec. In to je to. Kaj še? Ko Kaj nam bo še? dovolj izkušnje, ko bomo ne v enem lativu, ne v drugem lativu, ko bomo samo bogati zaradi te izkušnje. Ne? A je to ta enost, potem, o kateri dosti ljudi V govori bistvu izvorno? ni enost, to je polnost obeh plati, vseh plati, vseh vsega. možnosti. Torej, vse je nič Ja. in nič je vse, Ja, nedualno. ja. To je meni nekako blizu tudi. V pravi smeri razmišljava. Ja. Ja, odlično, odlično. Kaj še mogoče za zaključek za naše gledalke in gledalce želiš v bistvu predati za ta čas? a ne? Veliko ljudi je v stiskah, je v strahovih, je v pač težavah, a ne, mogoče kakšno usmeritev. V bistvu samo to sporočilo, da kljub temu, da je težko, ne smemo dovoliti, da prevladujejo te nizke vibracije. Poskušajmo se smejati 100%, tudi neumnostim, samo da se sprostimo in damo iz sebe ven to negativo. Ne bom ponavljala floskul, ugasem televizijo, ker to ni izhod. To je tisto, kar sva rekla, sedeš v sokot in počakaš, da bo napad minil, ne? Ali pa zanikaš vse skupaj. Ne, tukaj smo, da ta svet, da to realnost doživimo. In to je to. In na koncu, kot prav Egipčani, ne, ki so vagajo pero ali dušo, tisto, kar je lažje, na koncu ti je postavljeno eno vprašanje, a je bilo lahko? In če boš rekel, ne, potem vemo, da odgovor ni bil, da rabiš še kakšno izkušnjo, ne, da si preveč v eno skrajnost. Lahko rečeš, super je bilo, zdaj grem pa naprej. Torej, nenavezanost je ključ, da se Ja. odvežemo od vsega. Ja. V bistvu, Ne beg, ampak nenavezanost. tako, ja. Bežali smo že prevečkrat. Ne? Ja. Vidimo, Imamo da v ne gre. krvi. Ja, imamo v krvi. Ja. Beg pred sabo, beg pred izzivi, beg pred soočenjem s svojo lastno resnico. a ne. Kakšni so astrološki aspekti še glede tega tukaj zdaj? Čas bojevnikov je, čas za akcijo. Ne? Smo v obdobju Urana, spet se rekla, ne bova v aspektih. In je pravzaprav Uran nosi v svojih žilah revolucionarja. Ne? In sploh prihodnje pol leta, tam nekje, april, marec, tudi še maj, so take energije, da bomo dobili novega vodjo, ne samo to se pravi, potencial je za novega vodjo, ne samo zunaj, tudi v nas samih. Zdaj pa bomo mi rekli, grem, ne, boš vzel stvari v svoje roke in se vodil, ali pa ne, je pa spet tvoja odločitev. Odgovornost moramo pa vsi zase prevzeti. Ker karkoli se bo zgodilo, smo odgovorni vsi. Ja. Ker kolektiv ne oblikuje usode posameznika, posameznik zgradi kolektiv. To je tisto. Tako, ja, In to mislim, da še vedno premalo razumemo. No. In kar imamo znotraj, to se dogaja potem navzven. Ja. Ja. Zato je pomembno, da čim več ljudi nekako dvigne to kolektivno, seveda vsak sam. Vsak zase in avtomatično se bo kolektiv dvignil, pa nove pristope bomo pa najdeli. Večjo osebno moč bomo imeli, večjo integriteto bomo, bolj suvereni, ker je pa v bistvu namen vse zgodbe, da postanemo suvereni spet. Tako, suvereni in notranje močni in aktiviramo ta svoj polni potencial. Ne? Živimo sebe. Tako, živimo sebe, ja. In delimo sebe z drugimi, kot rada rečeš. Absolutno. Odlično. Sam se moraš najprej sebe zgraditi, da se lahko deliš. Tako, odlično. Hvala, draga Mojca Mokša, da si bila moja gostja, res moj poklon, globoko spoštovanje za vse, kar delaš, za vse, kar si. In bova še kdaj kaj posnela. Super, velja.
Hvala torej tudi vam, drage gledalke, dragi gledalci, da ste bili tudi nocoj z nami. Hvala vam, ker ste in hvala, ker gledate to oddajo.